Tako, prisrčen pozdrav, gospe in gospodje, cenjeni gosti, dobrodošli na prireditvi ob zaključku akcije Vzorno urejena okolica doma v letu 2024. Lep pozdrav gledalkam in gledalcem BKTV regionalne televizije. Prav prisrčen pozdrav vam danes pošilja župan občine Duplek, gospod Mitja Horvat, ki zaradi odsotnosti žal se ni mogel udeležiti današnje prireditve. Seveda vas bo pa z veseljem, tako kot vedno, pozdravil predsednik Turističnega društva Vurberk, gospod Branko Polanec. Hvala lepa, Violeta. Drage dame, dragi gospodje, spoštovani gostje in seveda, kot rečeno, gledalci BKTV-ja. Veliko veselja in zadovoljstvo mi je, da vas danes lahko pozdravim tukaj na Vurberku v organizaciji Turističnega društva Vurberk, torej na 9. dogodku Kosmatinec 2024. Več o tem bo povedano kasneje. Tisto, kar pa želim povedati, je, da bi se želel zahvaliti vsem, ki ste nam dali svoje vrtove, svoje okolice, svojih domov na vpogled, da smo lahko to akcijo ponovno izpeljali. Prav tako pa seveda vsem članom komisij, članicam in pa seveda vsem članom Turističnega društva Vurberk, ki sodelujejo pri teh akcijah in pa tudi seveda pri organizaciji današnje prireditve. Veliko veselje mi je seveda v svoji sredi pozdraviti tudi danes prvič z nami člane društva, glasbenega društva Ceglenčani, ki nas bodo popeljali v glasbeni del naše prireditve in seveda vsem skupaj pa želim, da se danes imamo lepo, da danes nekako damo epilog tej naši akciji Kosmatinec in da seveda že kakšno potem v družabnem delu prireditve rečemo tudi za nadaljevanje tega. Hvala lepa in lep popoldan želim. Hvala, Branko. Kot je pa že naš predsednik dejal, danes se bomo prepustili glasbi naših gostov, članov glasbenega društva Ceglenčani, ki nam bodo polepšali ta večer. Veseli smo, da se nam bodo predstavili tudi na našem odru na Vurberku. Sedaj nam bodo zaigrali in zapeli Moj mali raj. Izvolite. Govorite mi ljudje, da delam kar ne splača se. Jaz obdelujem grudo to, z veseljem in ljubeznijo. Boga nikdar ne bom odnjet, a vendar zame sveta je. Hranila vedno je naš rod, jaz beli svet ne gremo dol. Večerno sonce jablane poboža in sence ligajo nas prikoga. Cvet razkošen k meni sklanja roža. Srečen sem, ker tu je moj mali raj. Razkošen k meni sklanja roža. Srečen sem, ker tu je moj mali raj.
tek jablanem sadil, da jasnih sadež bi užil in nežna roka mamina do zemljico je božala. Kako bi jaz jo zdaj izdal in za denarjem se pehal, potem pa s prazno dušo šel, zapustil kamenim plevil. Večerno sonce jablane poboža in sence ligajo nas prikodaj. Cvet razkošen k meni sklanja roža. Srečen sem, ker tu je moj mali raj. Naročje položi dlani skarane, žuljave so vendar ves zakaj. Srem skrbno popilane poljane. Srečen sem, ker tu je moj mali raj. Srečen sem, ker tu je moj mali raj. Hvala, lahko vam kar rečem Ciglenčani na kratko. Ne? Prepevali so pa ravno o tem, to, kar imate vi doma, to, kar smo mi ocenjevali, o malem raju. Zdaj pa nekaj besed o akciji, katere zaključek je danes tukaj v dvorani Kulturnega doma. V Turističnem društvu Vurberk smo se zaradi pozitivnega odziva med našimi sokrajani tudi letos odločili za ocenjevanje okolice hiš in objektov na območju Vurberške fare, torej na območju naselij Gomila, Grajenščak, Krčevina pri Vurberku in Vurberk. Letošnja akcija je bila že 9. in verjamemo, da bomo drugo leto dočakali tudi 10. jubilejno akcijo, ki jo na kratko imenujemo Kosmatinec. Zadovoljni smo, da je okolica naših, vaših hiš vedno lepše urejena, kultivirana, v veliki meri tudi samooskrbna. Vsako leto znova nas kaj preseneti, vsako leto znova najdemo čudovite kotičke, v katerih uživate, in hvala vam, da nas spustite in delite to lepoto z nami. V začetku meseca junija smo pričeli z zbiranjem prijav. Prijave so bile omogočene tudi elektronsko preko naše spletne strani in bili spet prijetno presenečeni nad velikim odzivom krajanov za sodelovanje. Komisija, ki jo je imenoval upravni odbor Turističnega društva Vurberk, je na podlagi ogledov sprejetega pravilnika ocenjevalne komisije in meril za ocenjevanje pripravila lestvico za podelitev pohval, ki nosi naziv Kosmatinec. Sedaj pa, da ne bom preveč govorila, nas bojo naši Ciglenčani popeljali v Dalmacijo. Kada suto u zlatu zažuti, kada srce prvo ljubav sluti, ko kresnice užare se oči, teče svila dalmatinske noći. Ko kresnice užare se oči,
teče svila dalmatinske noći. Noći u Dalmaciji u srcu živemo. Noći u Dalmaciji u zagrljaju tvoj. Noći u Dalmaciji gdje plavo more spi. Noći u Dalmaciji ti ne zaboravi. Za svjetljuca prazdan iza lađe, ruka ruku udrhtaju nađe. Razliju se iznad mora boje, kad se usne u poljubac spoje. Razliju se iznad mora boje, kad se usne u poljubac spoje. Noći u Dalmaciji u srcu živemo. Noći u Dalmaciji u zagrljaju tvoj. Noći u Dalmaciji gdje plavo more spi. Noći u Dalmaciji ti ne zaboravi. Noći u Dalmaciji u srcu živemo. Noći u Dalmaciji u zagrljaju tvoj. Noći u Dalmaciji gdje plavo more spi. Noći u Dalmaciji ti ne zaboravi. Noći u Dalmaciji ti ne zaboravi. Še nekaj besed o kosmatincu, rožici, ki jo že dobro poznamo in je postala tudi sinonim za našo akcijo. Navadni kosmatinec, rastišče se nahaja pri nas na Vurberku, je bližnji sorodnik znane velikonočnice iz Boča. Krasijo ga črno-škrlatno-vijolični cvetovi. Raste na suhih travnikih zgodaj pomladi. Uporablja se v alternativni medicini, v turističnem društvu Vurberk pa smo si zaradi njegove lepote izposodili ime za pohvale, ki jih podeljujemo ob zaključku akcije Vzorno urejena okolica hiš in objektov. O delu letos je bilo zaradi izjemno neugodnih vremenskih razmer, tako kot lani, zelo oteženo in kriterijih, ki ga je opravila naša 6-članska komisija, nam bo več povedala vodja projekta Urejena okolica hiš in objektov, gospa po naše kar Lili Kavčič. Izvoli. Ja, tako o naših malih rajskih vrtovih, o vaših rajskih vrtovih, o čudovitih uličicah bi lahko pripovedovali še in še. Veliko tega je bilo, kar smo videli, ogromno krasnih kotičkov, zasanjanih vrtov, vnetih obdelovalcev. Skratka, povsod, kamorkoli smo prišli, smo bile zelo, zelo lepo sprejete in zato res iskrena hvala. Torej, spoštovani, leto je naokrog in ponovno smo skupaj v tej naši dvorani, ki nas poleg kulturnega namena tudi druži in nas zbližuje. Res je, da prebivalci podeželskih krajev nimamo veliko tega na razpolago, kar imajo v velikih krajih ali v mestih.
Vendar imamo tukaj še nekaj neprecenljivega. Poznamo se pozdravimo, si pomahamo, se obiščemo, poklepetamo, rečemo drug drugemu prijazno besedo, pomagamo si, poslušamo, delimo svoje izkušnje in znanje, kdaj pa kdaj potarnamo in se imamo, moram reči, v resnici radi. Prav ta toplina, ta občutek pripadnosti in skupnosti je tisto, kar dela življenje na podeželju tako posebno in dragoceno. Pri nas se življenje odvija v svojem ritmu. Tu so vrednote skupnosti, povezanosti in sodelovanja še kako žive. Lepota življenja na podeželju ni zgolj v naravi, ampak tudi v preprostih trenutkih. V zori nad polju, v vonju sveže pokošene trave, v smehu vas, sosedov, na to sosedov, ki se srečajo na cesti, in tudi v občutku, da si del nečesa večjega. Nič ni lepšega, tako kot sem tudi jaz nekega jutra šla po naši lepi vaški ulici in takrat sem pogledala okrog levo in desno in povsod, pri vsaki hiši skoraj, so sedeli sosedje in kafetkali. In takrat, hej Lili, pridi še ti, pa na enega kratkega in tako naprej. In tako smo pričeli s klepetom in drug drugemu potožili, kaj pravzaprav nas stare, in vsi problemi so bili videti manjši. In tako, ko se razvije pogovor, pozabiš na težave, vidiš, da imajo tudi drugi težave in vse skupaj, tako kot sem že rekla, je lažje. Tukaj v naših krajih se prepleta neokrnjena narava in naselja, kjer se spretne, pridne človeške roke tako lepo umeščajo svoje domove v to naravo. In prav v tem se skriva resnična lepota, ki nas uči spoštovati okolje, ga skrbno urejati, ceniti bližino ljudi in uživati v tej preprostosti enega samca tega in edinega življenja, ki ga imamo. Letos smo na sestanku odbora turističnega društva sklenili, da bomo za izjemen trud in kljubovanju neizprostni naravi, ki nam je tudi letošnje leto še kako ponagajala z velikimi spomladanskimi deževji, z orkanskimi vetrovi in pozebo, z nemogoče visokimi poletnimi temperaturami in sušo in bomo kljub vsemu vam vsem podelili prav posebna priznanja. Vaš trud za lepo okolje in vztrajnost boriti se z vremenskimi spremembami je resnično občudovanja vreden. Ocenjevanje okolja je potekalo po ustaljenih merilih kot preostala leta. Vključevala so vtis o urejenosti okolja, hiš, balkonov, objektov, cvetje na balkonih in oknih, urejenost gred s sezonskim cvetjem, urejenost zelenic, negovanost trate in na koncu seveda takole splošen vtis, splošna ocena. In tako smo potem na koncu nekako ugotovili, da ste se vsi res izjemno trudili. Obiskali in ocenili smo 39 prijavljenih domov in okolic. V imenu Komisije za okolje, ki smo jo letošnje leto sestavljali, Romana Rojko, Violeta Vogrinec, Jolanda Ziherl, Zalika Rojko, Nataša Ornik in Liljana Kavčič, se vam zahvaljujem za sodelovanje in vas prijazno vabim, da se naslednje leto znova vidimo in da se odzovete ter sodelujete v naši akciji. Draga Lili, zelo lepo si to povedala. Res je lepo iti po naši ulici na vse zgode. Zdravo, dober dan, ste v redu? Ja, smo. Tako kot smo danes. Ampak, predno začnemo še malo bolj govoriti, Ciglenčani,
Blue Spanish Ice. Samo še Bojana moramo poklicati. A je tukaj? Tears are falling from your Spanish eyes. Please don't cry. This is just adios and not goodbye. Return, bringing you all the love your heart can hold. Please say, say you and your Spanish eyes will wait for me. Spanish eyes, British eyes seen on Mexico. Two Spanish eyes, please smile for me once more before I go. Return, bringing you all the love your heart can hold. Please say, say you and your Spanish eyes will wait for me. Say you and your Spanish eyes will wait for me. Vsi, ki ste torej sodelovali v letošnji akciji, boste za svoj trud prejeli javne pohvale, ki vam jih bosta izročila predsednik Turističnega društva Branko Polanec in Liljana Kavčič, vodja komisije za ocenjevanje. Prebrala bom imena prejemnikov, prosim pa vas, da pridete na oder oziroma pod oder in prevzamete listino. Pa pričnimo s podelitvijo pohval za vzorno urejeno okolico hiš za leto 2024. Družina Petrena. Družina Vute. Družina Skok, Vurberg 57. Družina Holjevič. Branka Letonja. Nekaj se jih naše podelitve ni udeležilo. Družina Toplak Milene, mislim, da jih tudi ni. Družina Kacjan. Družina Hazenmali.
Družina Caf. Družina Sokol Ilič. Družina Ornik, Vurberg 12. Družina Polanec. Že prihaja gospa Polanec. Družina Zagoranski. Družina Tement. Mihelič Marjeta. Družina Tement prihaja. Malo so zamudili, pa jih prej nismo videli. Pozdravljeni. Kar ostani še, nikamor ne hodi. Mihelič Marjeta. Družina Kajsersberger. Družina Voda. Družina Čeh. Družina Krepek Gradišnik. Bo pa kar oče prevzel. Ja, ga vidim, ja, tako. Pa lahko se sede. Gospod bo predal hčeri zahvalo. Ivančič Alenka. Družina Felicijan. Družina Golob. Družina Švajcer, Vurberg 9. Tako, še en velik aplavz za prejemnike priznanj. Vidva si lahko malo odpočijeta. Seveda smo rekli, da danes se bomo prepustili glasbi. Torej, naši Ciglenčani nam bodo zaigrali. Kad mi dođeš ti. Pada noć, tu nas trepnje, a nema te tu kraj mene, a trebam te da objasnim svoju bol. Na srcu mi studen zime, na usnama tvoje ime,
i samo čekam dan da dođeš mi. A kad mi dođeš ti i osmijeh vratiš mi, sva patnja i bol života moj će proći. U noćima bez sna ja tebe dozivam da dođeš mi ti i kao svi počnemo mi mirno živjeti. Dan nema kraja, a noću tebe sanjam i samo čekam dan da dođeš mi. A kad mi dođeš ti i osmijeh vratiš mi, sva patnja i bol života moj će proći. U noćima bez sna ja tebe dozivam da dođeš mi ti i kao svi počnemo mi mirno živjeti. A kad mi dođeš ti i osmijeh vratiš mi, sva patnja i bol života moj će proći. U noćima bez sna ja tebe dozivam da dođeš mi ti i kao svi počnemo mi mirno živjeti. Tako, preostane nam še zadnje dejanje podelitve v letu 2024 in sicer javna pohvala Zlati kosmatinec. Lili in Branko, izvolite na oder. Tako, Zlati kosmatinec prejmejo Kramberger Stanko, družina Sakelšek Skok, družina Sakelšek. Bomo pa še... Družina Kampl, družina Lendvaj,
Družina Erjavec. Družina Koser. Tako je, zelo lepo je, da pridejo po priznanja tisti, da se potem tudi malo podružimo, kakšno rečemo. Družina Srd. Vedno, ko se peljemo ob cesti Dvorjane Vurberk, moramo pa res občudovati te čudovite vrtnice, rože in vse ostalo, kar gospa Olga ponuja na ogled. In vsi ostali seveda. Družina Mežič. Družina Jurgec. Gospod pa vedno te lepe njegove čudovite rožice posveti njegovi ženi. Družina Kovačič. Družina Prašnički. Družina Krepek, Vurberk 18. Res? Družina Robin. Družina Šabeder. Ni, ne. In družina Nežmah. Tako, še enkrat en velik aplavz. Vsi si ga zaslužite. Hvala Branko in Lili. Tako, letošnji kosmatinci, zahvale kosmatinec, so v vaših rokah. Čestitamo vam. Našega druženja tukaj v dvorani Kulturnega doma na Vurberku pa še ne bo tako kmalu konec. V imenu organizatorja Turističnega društva Vurberk vas vabimo še na pokušino vinogradništva Pulko, iz Korene in tudi na dobrote, ki smo jih pripravile članice Turističnega društva. Verjamem, da nam bodo dobrote teknile, pa še o marsičem se lahko pogovorimo. Predlogi in pobude so vedno dobrodošli. Seveda pa vam moram še predstaviti člane ansambla oziroma društva Ciglenčani. Pa gremo po vrsti. Bojan Mulec. Edo Harp. Tamara Vandur. Ferenc Helmut. Vojko Titan. Vodi jih gospa profesorica glasbe Petra Godec. Čisto za konec, vsem še enkrat velik hvala. Čestitke za prejete javne pohvale, gostom za prisotnost, članom glasbenega društva Ciglenčani za nastop, uživali smo. Dragi moji, naj vam trave še dolgo zelenijo, rožice cvetijo in vrtnine bogato obrodijo. Prijeten preostanek sobotnega večera vam želim v dobri družbi z nami. Seveda pa vljudno vabljeni, da si še ogledate razstavo slik, ki so jo na ogled postavili naši slikarji prejšnjo soboto.
Vse dobro vam želim in se vidimo naslednje leto na 10. Kosmatincu. Sedaj pa nam bodo zaigrali in zapeli naši dragi gostje, ki so nas danes zelo presenetili. Siva pot in V dolini tihi. Siva pot vodi me, kamor hoče srce, na Gorenjsko, kjer gore so, vodi me, siva pot. Skoraj raj si, ti Gorenjska, sive gore in zelene reke. Tu življenje skriva svoj zaklad, stara si kot sonce, mlajša kot pomlad. Siva pot vodi me, kamor hoče srce, na Gorenjsko, kjer gore so, vodi me, siva pot. Le spomini še živijo, zemlja stara, trda neizprosna. Rdeča roža tvojih je laseh, nežna mesečina, solza v očih. Siva pot vodi me, kamor hoče srce, na Gorenjsko, kjer gore so, vodi me, siva pot. Saj je jutro, slišim ptice iz daljave, radio spominja me na dom tam nekje. In ko se vozim po betonskih magistralah, mislim na tele, siva pot vodi me, kamor hoče srce, na Gorenjsko, kjer gore so, vodi me, siva pot, siva pot vodi me, kamor hoče srce, na Gorenjsko, kjer gore so, vodi me, siva pot, vodi me, siva pot, vodi me, siva pot. Takole zdaj pa, ste dobili taka lepa priznanja, vsi za lepa okolja, pa bi bilo zelo vredo, če bi mi za konec vsi skup, ampak res vsi skup močno zapeli ono našo V dolini tihi, ne? Boste pomagali? Dolini tihi je vasica mala, se že mirno spava, eno okno še odprto je, na njem stvorilo žalostno dekle. Se že spava, samo mi se cveti, tja v narodu mojemu
in jo sprašuje, zakaj da še ne spiš, zakaj ta grenke solze briše si. Slavček pil je pisem svojo, a jaz tajila sem ljubice mojo. A on odšel je daleč proč, zapel, zavriskal je v tiho noč. Odšel je daleč proč, zapel, zavriskal je v tiho noč. Zdaj pa še po želji naše harmonikašice ena taka malo bolj živa, inštrumentalna. Hvala lepa.